Hvala lepa. Zdaj pa vabim Marušo Vrtačnik, da predstavi uporabo satelitskih posnetkov za ugotavljanje sušnega stresa na izbrani poljščini v Prekmurju. Lepo pozdravljeni še iz moje strani. Zdaj, tale raziskava, ki vam jo bom danes predstavila, je del večjega projekta DABLIS, ki je okrajšava za daljinsko in bližnje zaznavanje suše. Poleg satelitov smo pridobivali tudi podatke od drona in pa, kar je šlo za bližnje zaznavanje, meritve vsebnosti vode v tleh in pa meritve LAI, se pravi, kakšno je stanje rastlin. Poleg biotehniške fakultete, kjer sem nekako pri tej raziskavi še zmeraj spadam, čeprav sem trenutno zaposlena na MOP-u, na Direktoratu za okolje in podnebne spremembe, so sodelovali še Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, tudi ZRC SAZU in pa PANVITA. Z interpretacijo časovne serije satelitskih posnetkov Sentinela-2 smo želeli ugotoviti dejanski nastop in obseg sušnega stresa na izbrani poljščini koruzi. Zdaj, misija Sentinel-2 je enkratna kombinacija sistematične pokritosti površin v svetovnem merilu. Gre za konstelacijo dveh satelitov v 13 spektralnih kanalov, med katerimi imajo 4 prostorsko ločljivost 10 metrov, kar nam omogoča, da spremljamo se pravi tudi manjše površine. Z sodelovanjem za PANVITO, ki ima tudi se pravi njive v severovzhodnem delu Slovenije, smo izbrali 2 lokaciji, to sta bila 2 gerka, posejana z koruzo, kot sem že prej omenila, ki smo jo razdelili na 4 poligone. To je šlo, se pravi, del njive je bilo namakano, del je bilo nenamakano na lahkih in težkih tleh. Zdaj, koruza nažalost še zmeraj spada med najbolj razširjeno poljščino v Sloveniji, zlasti na severovzhodu, kamor smo tudi umestili naše območje raziskave, je pa kot poljščina kot taka izredno občutljiva na sušo, zlasti v obdobju hitre rasti, oplodnje in potem cvetenja, na kar se potem tudi pozna količina pridelka. Same metode odločili smo se pri satelitskih posnetkih za izračun vegetacijskega indeksa NDVI, ki zavzame nekje vrednosti od -1 do 1. Naša modificirana lestvica je bila od 0 do 0,9 in pa seveda računanje vsebnosti vode v tleh z TDR sondami. Setev koruze zobanke se je izvedla 9. aprila letošnje leto, bila je požeta 20. 10. Določevanje sprememb preko niza časovnih posnetkov satelitskih, kot sem že omenila, v razponu indeksa od 0, ki so nakazovala območja brez vegetacije oziroma tudi pozidana območja, do 1 oziroma 0,9, da smo zajeli tako večji obseg vrednosti pikslov, pa območja z izredno zdravo vegetacijo. Se pravi, na sliki, tukaj je izbranih 12 satelitskih posnetkov, tako da nekako prikazujejo vegetacijsko obdobje letošnjega leta. Na vaši levi strani je prikaz lahkih tleh, s črno je označen poligon namakanja, tako pri lahkih kot tudi pri težkih tleh, z rdečo pa poligona, se pravi, lahkih nenamakanih in težkih nenamakanih. Zajeli smo nekje, se pravi, indeks zaznava nekje spremembe, to je v svetlo-zeleni barvi, pri razvoju listov, to je nekje po BBCH razvojni fazi 14 in 15, in kasneje z različnimi odtenki, predvsem zelene barve, pri kateri je bila temnejša naznanilka, se pravi, izredno zdrave, se pravi, to so bile vrednosti indeksa tukaj skoraj 0,9, 0,8 do svetlejših odtenkov, kjer je bilo že zaslediti kmetijsko sušo. Zdaj, naravni razvoj suše smo v letu 2017, glede na časovno razporeditev količine padavin, opredelili kot poletni primanjkljaj. V juliju 2017 je padlo 65 mm padavin, izhlapelo pa je 161 mm vode. Ta razlika je bila zlasti opazna na poligonih, ki so bili nenamakani, in pa se posod, se pravi, tole je obravnavan julij oziroma od konca junija, ko smo prvič na terenu zaznali
sušni stres, v katerih so se rastline koruze znašle pa do konca julija. Vidi se razmejitev poligonov, mogoče nekoliko manj, ker so barvno označeni. Se pravi, tukaj le pri lahkih tleh je šlo za linearni namakalni sistem, pri težkih pa za pivot, ki se tudi vidi kot krogi. Vpliv sušnega stresa na koruzi je bil opazen, se pravi, na plitvih in peščenih tleh s slabšo zadrževalno sposobnostjo voda. To so bile v našem obravnavanem primeru, se pravi, ta lahka tla. In pa koruza je na najbolj ogroženih območjih povsem zastala v rasti. Za primerjavo, se pravi, proti koncu razvoja je koruza na namakanih poligonih nekje prerasla 3 metre, na nenamakanih pa ponekod tudi ni dosegla 2 metrov. Visoke vrednosti indeksa so bile tako zaznane nekje do začetka julija, se pravi nekje do 5.7. 2 dni kasneje indeks pade, kar tudi sopada z nižjo vsebnostjo vode v tleh in pa hkrati z obdobji brez padavin in se pravi še vedno z visoko evapotranspiracijo. Vpliv namakanja in pa vpliv teksture na samo vrednost indeksa smo tako primerjali med namakanima 2 poligonama, se pravi na lahkih tleh in na težkih tleh. Namakanje v sušnem mesecu juliju se je izkazalo kot izredno učinkovito, ker ti rastline se niso znašle v celotnem obdobju v sušnem stresu. Poligon LNE, ki je tukaj na sliki, vidite, označen za modri, pikce predstavljajo srednje vrednosti in so izračunane na celotni poligon. Sam razpon vrednosti pa prikazuje, se pravi, od največje, se pravi, za obravnavan datum, od največjih maksimalnih vrednosti do minimalnih in enako za težka tla, pri kateri smo opazili izredno velik variacijski razpon, kar pomeni, oziroma v našem primeru se nanaša na nehomogenost posevka. Spodaj imate tudi primer vsebnosti vode v tleh za dan 9.8.2017 in sicer kakšna je bila ta količina vode pri nenamakanem poligonu, lahkih tleh, namakanem in pa enako pri težkih tleh. Vpliv teksture tal smo prav tako primerjali, se pravi, tlele smo nekoliko zanemarili to namakanost in smo gledali, kakšen je ta vpliv tal pri lahkih tleh in pri težkih tleh. V začetnih fazah se niso pokazale nekoliko večje indeks, niso take statistično značilno razlike med lahkimi in težkimi tlemi. Največje razlike so opazne v zadnjih fazah rasti razvoja. Tole pa je še pregled rezultatov za obravnavan poligon lahkih nenamakanih tleh in pripadajoče vrednosti indeksa na obravnavan dan. Zdaj pravo uporabno vrednost, te rezultati časovnih analiz pridobijo šele, ko jih seveda primerjamo z lokacijami izbranih območij. Zdaj na terenu, se pravi, skladno s satelitskimi posnetki se da tudi nekako predvideti, kdaj bo satelit preletel izbrano območje, zato smo izvajali tudi ciklične terenske oglede. Zdaj na terenu smo prvič opazili, da so se rastline koruze znašle v sušnem stresu 30.6. Takrat indeks še ni izražal manjših vrednosti, kajti gre za pogojevanje z vsebnostjo klorofila, se pravi, dokler je rastlina zelena, so vrednost indeksa visoka, ko pa začne rumeneti in se listi sušijo, kar je seveda so naslednji znaki suše, pa to pokaže. Zdaj ta omenjeni datum so koruza samo na nenamakanem poligonu začela veneti, ni pa še kazala drugih znakov suše, ki jih tudi indeks ni zaznal. Zdaj, osnova za uspešno pridelavo koruze je najprej izbira primernih tal, ki mora biti globoka, srednje težka in zračna. Tole so slike 20.10.2010, ko je bila koruza na izbranih poligonih požreta. Zdaj, pridelki se zelo močno razlikujejo. Najvišji so bili na lahkih namakanih tleh, kjer je koruza, kot sem že prej omenila, presegla 3 metre. Predelek je bil kar 14.949 kg na hektar in skoraj 6-krat nižji na poligonu nenamakanih tal. Enako oziroma mogoče malo manjša razlika je razvidna pri poligonu težkih tal. Je pa vrednost indeksa mogoče ni odražal čisto realno vrednost.
stanja posevka na terenu. Tukaj vidimo, se pravi, izbrali smo dva izbrana datuma, 8., 9. in 26., ko se pravi, je indeks za lahka nenamakana tla vseeno zelo visok v primerjavi z težkimi nenamakanimi in ne odraža nekako te razlike v sami količini predelka. Daljinsko zaznavanje je zlasti v 21. stoletju postalo izredno uporabno, smo pa z raziskavo prišli tudi do nekaj spoznanj, ki jih je mogoče fajn upoštevati za naslednjo. In sicer za potrebe samih časovnih analiz ali računanja vrednosti indeksa je potrebno nujno odstraniti oblake in meglice. Temu drugače rečemo tudi meteorološki šum in mogoče, če se vrnem tlele nazaj, se lepo vidi, se pravi, tole je posnetek 36., ki ni odražal nižjih vrednosti indeksa, vendar gre tukaj za mavrico, ki ni prekrila celotnega obravnavanega, ampak je bila nad njim. Se pravi, ta senca, ko pa je padla na območje, pa je povzročila, da je bil indeks vseeno videti nižji. Kontinuirane zagotovitve satelitskih posnetkov niso vedno na voljo. Se pravi, tukaj so ti meteorološki šumi, kot sem jih omenila, in operativne težave na senzorjih. Kot primer v letu 2016, ko smo tudi štartali z samo raziskavo, smo imeli na voljo podatke le Sentinela Sentinel 2A, kar je naneslo nekje 2 posnetka na mesec z obhodnim časom 10 dni. Od julija dalje pa se je Sentinelu 2A pridružil, oziroma tudi prej, februarja, Sentinel 2B, kar je pomenilo, da smo razpolagali samo v juliju z 12 satelitskimi posnetki in je bil nekje tudi obhodni čas nižji od 2 do 3 dni, kar pomeni, da smo dejansko lahko v juliju spremljali celoten posevek. Vegetacijski indeks, ki smo ga obravnavali, zazna vodni stres vegetacije, ki se izrazi kot rumenenje in sušenje listov in odraža manjše vsebnosti klorofila tudi na manjših območjih opazovanja. Naši poligoni, se pravi, najmanjši poligon je bil velik 2 hektarja, največji pa 23 hektarjev, tako da je šlo res za manjša območja. Namakanost površin pa je ne glede na količino padavin, ima ključno vlogo pri rasti in pri razvoju koruze, kar se je potrdilo zlasti pri visokem predelku na namakanih tako lahkih in težkih tleh. Pristop terenskega ogleda je na manjšem območju izvedljiv in je tudi zelo dober indikator za zaznavanje časovne dinamike sprememb v posevku, ki pa se seveda v začetnih znakih pomanjkanja vode pri rastlinah razlikujejo od satelitskih posnetkov. Hvala za pozornost.